Ponovnega snidenja s psičko Carlitos, na mnogih poteh zvesto sopotnico, ki jo je moral pred 7 meseci zaradi zahtevnosti ture pustiti doma, se je Oliver zelo veselil. Ne skriva pa razočaranja, da se je morala njegova odisejada predčasno končati. To, kar sem sanjal, pa to na tem, kar sem delal od leta 2016, da bi obhodil svet, se mi je zdaj v zadnjih 3 mesecih vse podarilo. No. Potem, ko je prečesal Severno in Južno Ameriko ter osvojil lep del Evrope, je nameraval končno odkljukati še Afriko, Azijo in Avstralijo, a ga je novembra začelo izdajati zdravje. Afrika je bila izjemno zahtevna. Dnevno je moral narediti več kilometrov, težko je našel primeren prostor za kampiranje, izbira hrane je bila izjemno skromna, opisuje. Velika večina sledilcev ga je ves čas bodrila, nekateri pa so mu očitali, da je bil preslabo pripravljen in da mu tega tako ali tako ne bi bilo treba. Spoznavanje različnih ljudi in kultur mu je dalo veliko. Naučil se je španščine, postal še bolj odprtega duha in hvaležen, dokazal je, da svet ni tako nevaren in pridobil na samozavesti, našteva. Ja, definitivno plus, ni mi žal, še enkrat bi isto naredil. Zaenkrat sicer še ne ve, kako hitro si bo opomogel, ali in kdaj bo zadani cilj lahko dosegal. Tega si namreč vedno močno želi.